se tiče opreme, prostora, ne, je fajn vedeti te stvari, kako vi opremljate prostor. Samo z dodatki lahko tudi, ne. Pravila, kuhna, v kuhno modra ne sodi. Ne. V kuhinjo gre oranžna, rumena, lahko tudi rdeča. Ne. To so barve, ki vzpodbujajo tek in dobro počutje v tem predelu. Seveda, jaz pač bi mogla mogoče malo modre dati not. Ampak korid. Ja, ampak mogoče začasno, ne? Začasno tudi. Ampak drugače so tako, ne? Posamezni prostori, recimo, ne? Tudi v kopalnico, recimo, ne boste dajali zelene, pa oranžne, pa teh, ne? Pardon, oranžno, ja, ker je pač to. Ampak, recimo, zelenih odtenkov ne boste dajali kopalnico, rdečih tudi ne. Tam, kjer je štedilnik, tudi ne boste rdeče dali. Če imate pa štedilnik na jugu, pa še rdečo barvo, potem pa se zgodi, da lahko pride tudi do samoožiga, ne. Tako da te stvari, je to čist merljivo, barva zviša temperaturo prostora za cirka 2 stopinje. Ne. Če pobarvamo stene v rdečo, imamo toliko toplejši prostor. To so prav, pač to so meritve pokazale, ne. Vpliva na bela, recimo, ne, če bi pa recimo samo bel prostor imeli, bela pa pije energijo, samo bela, ker barve ne zadrži, ne, in samo beli prostori niso energijsko učinkoviti, ne. Zato je v bel prostor nujno dodati barvne odtenke. Barva je tista, ki potem daje v prostoru in človeku, ki se v njej nahaja, tudi energijo, ne. Kaj pa recimo barva terapevtskih prostorov, masaž in tako? Ja. Skratka, zdaj odvisno kakšne vrste terapijo. Če imate recimo kaj v zvezi z ezoteriko povezano, ne, potem je primerna tudi vijolična barva, ne. Potem, če imate neke masaže, modra, zelena, to so vse te odtenki, ki pašejo zraven. To so vse zdravilni odtenki, a ne. Če pa daste kombinacijo, da še malo feng šuja zraven uporabite, pa da naredite harmoničen prostor, a ne, pa da daste kakšen rdeč cvet, pa imate tam malo s temi zelenimi odtenki, ali pa s temi zlatimi, dvignete vibracijo prostora, deluje zelo energijski prostor, zelo glamurozno pride, tako nek vtis naredite pol s tem, a ne. Tako da, to ja, to vse.